Torej, lepo zdrav z moje strani. Jaz bom pač skušal čim bolj zgoščeno prikazati situacijo med leto 41 in 45 in leta 92. Nekako 4 sklopi so meja pred 41, meja 41-45, peticija 92 in posledice ter ugotovitve in perspektive. Skratka, z ozirom, da sledi okrogla miza, bom dal tudi nekaj svojih predlogov, razmislekov. Omejil se bom izključno na del meje v Žumberku od Trdinovega vrha ali Svete Jere do reke Kaupe pri izlivu Kamenice, se pravi pri Metliki oziroma Možakovem. To je ta rdeča črta, ki jo vidite na zemljevidu. Drugače pa ta zemljevid je iz krajevnega leksikona Dravske Banovine in prikazuje takratni srez Črnomelj, v katerega je spadala tudi takratna občina Radatoviči, ki je obkrožena s temno modro barvo. Zgoraj vidite nekje območje Radatovičev. Svetlo modra črta pa označuje reko Kaupo, ki je tudi mejna reka. Skratka, v Dravski Banovini je meja v Žumberku potekala tu, kjer vidite to rdečo črto. Ko so Italijani prišli v Belo krajino, oziroma italijanska vojska je maja 41 korakala v Metliko, je ta dravska meja postala meja med kraljevino Italijo in neodvisno državo Hrvaško NDH. Na teh fotografijah vidite na levi strani mejni prehod v Metliki, ker je rampa italijanska, in na drugi strani vidite ta isti mejni prehod na hrvaški strani s stražarjem hrvaškim domobranom. Še dva prizora iz te iste meje. Levo je hiša, ki je bila na mejnem prehodu v Metliki, ki so Italijani spremenili v bunker. Iz istega mesta je približno slikana današnja meja, ker je ta hiša je danes mejni prehod in seveda obdano z bodečo žico, rekel bi še hujše, kot je bilo med drugo vojno. Še en prikaz italijanske vojske, posnetek od mejnega prehoda Metlika proti Metliki. Tu je desno lok, se pravi, Metličani pravijo temu mestni lok. Ko so Italijani okupirali območje sreza Črnomelj oziroma Bele krajine, so se pojavile različne zgodbe. Nekaj teh smo jih odkrili v arhivu Republike Slovenije, predvsem iz italijanskega arhiva oziroma krajnega glavarstva Črnomelj. Recimo tukaj je dokument, ki je kotarska oblast v Jastrebarskom sporoča, obvešča občino Radatoviči, da je Ministrstvo za notranje zadeve nezavisne države Hrvaške sprejelo odločitev, da na podlagi prošnje prebivalcev Radatovičev in društva Žumberčanov v Zagrebu, da se občina Radatoviči priključi NDH. Ostali dokumenti in pričevanja nekako se ne skladajo s to zadevo, kot boste videli kasneje. Odgovor italijanske oblasti oziroma kraljevo civilnega komisariata za zasedeno slovenske ozemlje v Ljubljani je na kratko odgovoril, da pač tudi občina Radatoviči po odloku tem in tem je od zdaj naprej zasedeno, ozemljeno pod Italijo in spada pod del ljubljanske province. S tem se je, kot kaže, zadeva tudi zaključila. Oblikovana je bila tudi razmejitvena komisija, ki naj bi na samem terenu določila, označila mejo, kje poteka. Tukaj smo našli poročilo občine Radatoviči, ki sporoča okrajnemu glavarstvu v Črnomelj, da je razmejitvena komisija NDH-ja obiskala Radatoviče 21.10.41, to, da ni jih zanimala topografija, ni jih zanimalo, kje bi treba meja da poteka, ampak jih je predvsem zanimalo, kakšno razpoloženje med ljudmi, zakaj so postavili slavolok, ko je prišel visoki komisar iz Ljubljane na obisk Radatoviče in podobno. Skratka,
zanimalo jih je razpoloženje v Radatovičih. Kar me pa zelo na nek način presenetilo, je pa povsem novo, mislim, da tega v literaturi še ni, jaz nisem zasledil niti kolegi, našli smo dokument, da so v Beli krajini zbirali tudi podpise, da se Bela krajina oziroma Sreš Črnomelj priključi Nemčiji. To je dokument, na katerem je žandarmerijska stanica Dolnji Suhor sporoča okrajnemu glavarstvu 20 imen ljudi, konkretnimi podatki iz Bele krajine, ki zbirajo podpise, da se bi priključili Tretjemu rajhu oziroma Nemčiji, in gre za vasi v okolici Suhorja in v poročilu je navedeno, da so med 5. in 8. majem na nemško komando šli, pridružili so se jim še nekateri iz Semiča in Gradaca, v Brežice na nemško komando s prošnjo, da Nemci zasedajo Belo krajino oziroma Sreš Črnomelj. Iz poročila izhaja, da so jim Nemci obljubili, da bodo zasedli Belo krajino 10. maja, da bodo prišli, ampak to se, kot vemo, ni zgodilo. Zelo zanimiv dokument, jaz priznam, da sem bil presenečen. Glede meje smo opravili tudi vrsto intervjujev, predvsem Žumberčani. Tu je pogovor z Janko Golešom iz Vukšičev pri Radatovičih, Žumberčanom. On je recimo nam dejal, meja nam je puno koristila, da nije NDH smio tu doći, vojska, jer oni su znali ko smo mi i da se tu stvara ustanak. Korijeni su naši pravoslavni. Skratka, ljudje so nam dejali, da im je meja v tem smislu koristila. Drugi, recimo Anton Stipanič, Belokranjec iz Gradaca, pokojni, letos je umrl. Intervjuali smo ga tik, bi rekel, pred smrtjo. On je izdal tudi knjigo Od pastirja do direktorja, bil je generalni direktor Iskre, velike jugoslovanske firme po vojni. On je odločno dejal takole: partizani meje nismo priznavali. Mi se nismo borili za Hrvaško ali Slovenijo posebej. Mi smo se borili za obe skupaj, mi smo se borili za Jugoslavijo. Imamo še primer italijanskega vojaka, ki je kasneje pristopil partizanjem, Giovannija, večkrat je bil tudi po vojni v Sloveniji potem. On je služil vojaški rok ravno v obmejnih postojankah Radatoviči in Ostrižu. In je v svoji knjigi spominov, izšlo je v Italiji, to je ena platnica, več izdaj je bilo te knjige, je recimo napisal: postojanka Radatovič je med nami veljala za kazensko, saj je imela manjšo posadko, bila je daleč hribih, ter zato sila nevarna. In še, da so se v začetku decembra njihova posadka umaknila iz Radatovičev, 5 dni kasneje pa tudi iz Ostriža. Se pravi, Italijani so zapustili Žumberek skoraj leto dni pred kapitulacijo. In Žumberek je bil v bistvu po decembru 1942 osvobojen. Tu je še fotografija tega italijanskega vojaka Giovannija, levo v italijanski uniformi, desno pa že v partizanih avgusta 1943. Tretji z leve je tudi znani partizan Stane Semič Daki, Giovanni je pa prvi z leve. V Radatovičih je od Italijanov ostala tale topovska cev, ki je še danes na dvorišču ene od hiš. Zraven je pa Giovanni v starejših letih tudi na naslovnici ene od ponatisnjenih knjig. To je še pogled iz Radatovičev proti Trdinovemu vrhu, da vidite malo ta teren, kako izgleda, kjer je tu takrat potekala meja med NDH in fašistično Italijo. To je današnji mejni prehod Ostriž, o katerem piše tudi Giovanni. Na tem mejnem prehodu, tega med SFRJ seveda ni bilo, je ohranjen edini do zdaj kamen, ki smo ga našli mejni, stojimo okrog tega kamna mejnega. Stal je prvotno na drugi strani ceste, pa ga je lastnik te kmetije Ilija Kordič prestavil na to stran, ker je tam parkirišče. Sedaj parkirišče. No, Žumberk je postal, bi rekli, kmalu svoboden, partizanstvo se je hitro
razvilo v Žumberku, ampak ena od prvih akcij, ki so partizani izvedli, je bila, da so precvikali kabel med Radatovič in Ostričem. In Italijani so zaradi zamaščevanja požgali Bojanjev vas. Tako je izgledala Bojanjev vas leta 1944 požgana. No, Italijani so pa še pred tem želeli, plan so imeli že po leti 1942, da bi utrdili mejo od Tromeje pri Gadovi peči po Bronkih Gorjancev do Trdinovega vrha in potem do Kaupe pri Metliki. Tu leva fotografija kaže Tromejo, ker smo odkrili kamen tromejni pri Gadovi peči, desna pa kaže originalni italijanski zemljevid z zbrisanimi bunkerji, načrtom bunkerje, tiste rumene pikice, ki so jih začeli graditi pri Rosalnicah. Tu je eden od teh bunkerjev, 6 so jih zgradili, nameravali so s tem preprečiti prehajanje hrvaških in slovenskih brigad, partizanskih brigad iz enega na drugo okolje. Meja je povzročila veliko problemov gospodarskim, vinogradniki niso mogli kmetovati, bilo so, recimo iz Vivodine si niso mogli sposoditi belokranjskih nos za neko srečanje v Ljubljani, bile so pa tudi smrtne žrtve, ko so ljudje prihajali mejo. Italijani so ljudi, ki so šli v partizane oziroma preventivno vozili na Rab, to smo našli sezname interniravcev iz Radatovičev, več teh seznamov je. Ljudje so bežali v partizane, našli smo dokument o Gabretu Bogdanoviču in Nikoli Živkoviču, ki sta nekaj noči junija 1942 izginila. Gaber je bil občinski pisar v Radatovičih in odšel je v partizane. Mi smo Gabreta našli v domu starejših krajanov, živega in zdravega v Črnomlju, kjer nam je povedal, da bil pa je strah, da bi ustaši prišli. Ustaši so znali, da so bili Radatoviči opredeljeni za NOB, Žumberčani smo bili sovražniki NDH. Med drugim je tudi to povedal. In skratka, tu je po decembru 1942 nastalo veliko svobodno ozemlje, veliko partizanskih bolnic in cesta od Brezovice do Radatoviča se od leta 1975 poimenovali v cesto partizanskih bolnišnic. Na sliki je Danica Car, ki drži 50 nemških mark, ki je poklonil nemški vojni ujetnik, ki se je zdravil tudi v teh partizanskih bolnišnicah. No, zdaj pa gremo že v leto 1992, ko je razpadala Jugoslavija. No, ta občina Radatovič je po drugi vojni pripadla Hrvaški. To je posebna zgodba, ki danes ni predmet te predstavitve, ampak ob razpadu Jugoslavije so v občini, oziroma v nekdanji občini, potem krajevni skupnosti Radatovič in Dragoševci pripravili peticijo, s katero so se želeli priključiti Sloveniji, ponovno priključiti. Peticijo je podpisalo 225 od 230 polnoletnih prebivalcev teh dveh krajevnih skupnosti. V peticiji so podrobno razložili razloge v 3 sklopih, zakaj se želijo priključiti, zgodovinske, naravno-geografska povezanost s centri ekonomskega življenja in ekonomski. Skratka, samo 3 so bili zaposleni v Republiki Hrvaški, poštar, matičar in trgovec, vsi ostali v Sloveniji, otroci se šolajo v Sloveniji, edina cestna povezava, telefon, elektrika, vsakodnevna oskrba, vse vezano na Slovenijo. Še pred to peticijo so se razširile mnoge govorice, da Žumberčani paktirajo z veliko srbsko idejo. To so na več omizjih odločno zavrnili in celo v eno tako omizje v Metliki, kjer so rekli do uradnega Beograda, vsem našem 416-letnem življenju v teh krajih nismo nikoli dobili nobene pomoči in podpore, nikoli nismo tam iskali in tudi sedaj nočemo. Seveda so pa odločno tudi želeli poudariti, da želijo pod Slovenijo. Predstavili so to peticijo, preden je šla v javnost tudi na zborovanju v Radatovičih. Udeležil se je tudi takratni notranji minister Republike Hrvaške Josip Boljkovec, ki je takrat dejal Niku Drakuliću, ki je bral to peticijo javno, na koncu javno, kot je povedal Niko Drakulić, mali šalji peticiju, svaki građanin ove zemlje ima pravo da svoji vlasti šalje peticiju. Odzivi na to so bili, slovenski mediji so poročali o tem, predsednik Kučan je rekel, da se bi nekateri Žumberčani radi priključili, ker so gravitirali k Sloveniji, ampak da to ni naš problem. Medijski odzivi na Hrvaškem so bili
niso se ukvarjali s temi življenjskimi problemi, ki so jih izražali Žumberčani, ampak so se ukvarjali predvsem s poreklom Žumberčanov in bili so zelo veliki napadi na to. Recimo Živko Kustič, nekdanji urednik Glasa koncila, je tako denimo pisal, kako skupinica srbsko orientiranih ateistov in jugoslovanov odreka Žumberčanom hrvaško poreklo in želi Žumberak pripojiti Sloveniji, če ga že ne more Srbiji. Skratka, ni bilo diskusije o tem, kakšne strahovi so zavladali v tem delu Žumberka zaradi nove meje. Dr. Zdenko Revter, svetovalec Milana Kučana, je v svoji knjigi zapisal, da mu je Milan Kučan pripomnil, da naj bi bila vsa takratna časopisna in politična hrvaška početja okrog Trdinovega vrha posledica peticije Žumberčanov priključiti Slovenije. Takrat se je začela ta zgodba s Trdinovim vrhom na vse kriple, kar so seveda zelo izkoristili karikaturisti, ki jim je to bila hvaležna tema. No, po hrvaški vojaški operaciji Oluja, Nevihta so sledile aretacije, zaprli so na Hrvaškem 18 ljudi, med njimi tudi omenjenega Drakuliča, ki je bral peticijo in bil eden pobudnikov, skupaj z Zaročenko. Sedel je 1 leto v zaporu, od tega pol leta v samici, tudi njegova Zaročenka. Slovenski mediji so pisali strah pod Gorjanci, hrvaški špijunski proces stoljeća. V obtožnici vojaškega sodišča so omenjenega, ki je bral peticijo, obsodili vohunstva in tudi vse ostale za tujo državo. Omenjena je tudi peticija, češ da je bila predstavljena slovenski oblastem in Republiki Srpski krajini. Mediji so pri tem procesu posebej izpostavljali ravno to zgodbo. 8 obtuženi v aferi Zeni tražijo pripajanje Žumberka Sloveniji. No, sledilo je po 1 letu oprostitev vojaškega sodišča, vseh 18 je bilo, brez da bi bili obsojeni, izpuščeni na svobodo, in nekateri od teh, tudi omenjen Drakulič, je tožil potem državo Hrvaško in dobil na sodišču tudi odškodnino. Današnja meja, kot je že kolega Marko govoril, je neverjetno neživljenjska. To je primer Brezovice, imamo celo hrvaško enklavo znotraj tega. Marko je pojasnil, kako je do tega prišlo. Za nameček smo dobili še tole, to je mejni prehod Božakovo pod Vivodino proti Žumberku, 200 metrov od Kaupe, še vedno tako urejen, kot ga zdaj vidite. Razglednico je izdala leta 2016 mestna skupnost Metlika. Za konec bi rekel, ker bo omizje potem, da gre sedaj za izredno neživljenjsko mejo, da so ta obmejna vprašanja nerešena. Moj predlog je, da bi najboljše, da tu meje ni, ali vsaj malo obmejni promet brez kakršnekoli omejitve, absolutno demilitarizacija. Predlagam, da se, kar je bilo že večkrat tudi z nekih strani rečeno, vojaški objekt nad Trdinovim vrhom spremeni v dom slovensko-hrvaškega prijateljstva za planince in krepiti območje Gorjanci Žumberek kot naravni park. Takole.